Dober večer. Vsem skupaj veseli me, da vidim toliko biologov na kupu. Zato ni treba posebej predstavljati današnja predavatelja, Aneta Gombovca in Slavka Polaka, ki bosta predstavila življenje in delo Jana Karnelutija nekaj dni po njegova stoletnica rojstva, nezaslužni metuljar. Več bosta pa predavatelja povedala, ne vem, kdo bo prvi. Ja, malo smo se razdelila. Ja. No, Jan bi zdaj čez par dni četrtek poznaval 100 let. Rodil se je sicer v Ljubljani in je bil leta 1920 in je bil sin lekarnarja. Pravzaprav cela generacija so bili tradicionalno lekarnarji, tako da se je tudi od Jana nekako pričakovalo, da bo ta družinski poklic nadaljeval. Sin Ivan in žena Ana Karneluti, pa tudi njegov dedek, so bili tudi lekarnarji. Po izvoru naj bi bili tam nekje okolici Karlovca. Tudi dedek je imel lekarno v Fari ob Kolpi. No in njegov oče je študiral farmacijo v Pragi. Tam je nedvomno verjetno spoznal tudi svojo ženo Ano, ki je porodil iz Češke. No in potem so se selili, to so bile take službe, da si se selil v tiste kraje, kjer je bilo nekoč potreba po farmacevtski trgovini. Tako da so nekaj časa službovali tudi v Cenovcu. No in jaz sem Jana prav osebno vprašal, tudi ker je on večkrat entomološke kolege nagovoril v italijanskem jeziku, katerega dobro obladal. Rekel, Karneluti, to imate tudi izvor italijanski, rekel, ne, to je slovenski priimek Karnel njihov, ampak ker so živeli tudi v Furlaniji, so jim potem ta priimek po italijančini. Tako da v bistvu je bilo to z njegove strani tudi pojasneno. Iz Celovca so se leta 1923, ko je bil Janu rodil se v Ljubljani, kot sem rekel, ko je imel pa Jan 3 leta, so se preselili v Cerknico. Zato mi je tudi veliko veselje, ker ga imajo Cerkničani še odmeraj v dobrem spominu, celo familijo, oni govorijo o lekarnarju Karnelutiju. In to, da je živel na takem čudovitem kraju, bogatem z naravo, je tudi zaznamovalo Janovo življenjsko pot. Od zmeraj si želel tudi proučevati ta živi svet in zlasti je bil navdušen nad metulji, ko je nekoč, mislim, da v Ljubljani srečal nekega nemškega, stane ti to nekaj več veš, nekega, tako je prikazoval neke tropske metulje in to je tega mladega fanta tako zaznamovalo. Se piše, neki nemški zbiratelj metuljev. Potem je v Cerknici obiskoval osnovno šolo in tam so imeli seveda tudi lekarno, tako imenovani hiši, se bomo potem še pokazali. Na tej sliki, danes plavo puščico, je označen njegov oče, Ivan Karneluti. To je posneto leta 1935. Njegov oče je moral biti narodno slovensko močno zaveden, saj se je že takrat, ko so formirali Sokolsko društvo, aktivno vključil in je bil tudi vedno v tem upravnem odboru tega Sokolskega društva. Vidimo tudi fante v teh sokolskih uniformah. Te fotografije sem dobil v Cerknici. V Cerknici imajo zdaj domozdanski oddelek v knjižnici v Cerknici in zbirajo stare slike, tako da ljudje stare slike nosijo in starejši ljudje, ki še vejo, kaj je na teh slikah, znajo kaj povedati, kdo bi kakšen kdo bil. No in za to sliko, fotografijo, so mi povedali, da je bil izlet društva Sokol na Cerkniško jezero, potem so še šli fotografirati na to Cerkniško mornarico, ampak je bil izlet bolj po kopnem. No in tukaj na levi vidimo s to puščico označeno tam gor očeta Ivana, Janovega očeta in mamo Ano in enega mladega fanta, za katerega pa domnevamo, da ni Jan, ampak da je to njegov brat Tomi ali nekaj takega, tudi še ne vemo natančno.
Bolj je pa ta fotografija zanimiva tudi z historičnega vidika, no to je posneto 34 leta in če pogledamo v ozadju, zatem tu je v vodonosu, zadaj so ti popoli, potem vidimo pa pobočje slivnice. No in Jan je kasneje pisal tudi prispevek o metuljih Cerkniškega jezera in okolice in je napisal ena vrsta metulja, skalni puščavar, Kazara briseis, je bil pogost v okolici Cerknice. Danes je to težko predstavljati, kajti ta vrsta je v Sloveniji izumrla. Če ga hočemo videti, moramo iti v Istro ali pa v Kvarner. Jaz sem ga dobil šele v Liki, tam pri Kninu pa na Rabu. No, ampak takrat je ta žival pri nas živela in tudi se ni težko to predstavljati, če pogledamo tisto golo pobočje slivence, ki izgleda, kot da bi bilo to nekje v Hercegovini fotografirano. Takrat je bilo močno prepašeno, golo, termofilno in seveda to je ustrezalo temu metuljčku, ki ima tako lepo ime, tudi skalni puščavar. To smo z Stanetom prav hotela poudariti, kajti njegovi zapisi, njegove zbirke, njegovo znanje ima tudi velik historičen pomen tudi v metuljarskem naravovarstvu, naravoslovnem smislu. No, v Cerknici je končal osnovno šolo in potem je hodil v Ljubljano na srednjo šolo, realko je končal, no in takoj po končani srednji šoli so ga, kot piše po družinski tradiciji, Jana se je vpisal na farmacijo na univerzi v Beogradu. Ampak to je bilo pa leta 1940, ko se je začela druga svetovna vojna, tako da je potem ta mlad Jan kot študent mogel prebežati iz Beograda in se je vrnil v Ljubljano. Verjetno je bila zmeraj ta dilema, starši pričakujejo, da boš nadaljeval tradicijo. To se je dogajalo marsikomu od nas, tudi meni. Moj stari oče, dedek, pradedek, oče, vsi so bili tiščari in vsi so pričakovali, da bom tudi jaz lesar, ali pa šel vsaj na lesarsko študirati. In nekoč sem dobil priliko, pa sem rekel, zakaj ne bi probal pa biologijo, ki sem imel tako veselje. In zakaj je to pomembno? Zato, ker ravno Jan Karnelut je bil tisti, ki je v bistvu pri meni to mi dal tako veselje za ta študij biologije, da sem potem se odločil za to pot. No in nekaj takega se je mogla tudi z mladim Janom dogajati. Opustil je študij farmacije in se je 41. leta prepisal na študij biologije in kemije, ki sta bila skupen študij takrat v Ljubljani. Seveda, začela se je druga svetovna vojna in Jan kot zaveden Slovenc se je takrat tudi pridružil osvobodilni fronti. Sledila je aretacija takratnih italijanskih oblasti, no in zato so ga internirali v Italijo, v Furlaniji, oziroma ki je bil zaprt. Jaz tega podatka nisem dobil, je pa Stanec brskal, no, da je bil celo obsojen na smrt. Potem so mu kazen zmanjšali na 20 let. Po 43. leta, 8.9.43, je pa Italija razpadla in so te ujetnike spustili, tako da je Jan potem prebežal nazaj v domovino v Ljubljano. No, to je to. Zanimivo podatek, da je tudi njegov odvetnik se je pisal Karneluti, ker je bilo mogoče olajševalna okoliščina. No, še takole bom potem predal besedo o njegovi strokovni poti kolegu Stanetu. To je tista lekarna hiša v Cerknici, ki so jo pa kasneje podrli. Danes je tukaj zelenica. No in ko je bil v Ljubljani nazaj, potem delal v lekarni. Po koncu vojne je bil nekaj časa zaposlen pri Jugoslovanski armadi. Seveda kot farmacevt, kot poznavalec medicine je delal v saniteti. Iz tega obdobja mi je povedal več anekdot. Enkrat so se tudi s kamionom zvrnili, pa se je rebra polomil, pa vse take stvari. Se veste, tisti, ki ste Jana poznali, je bil zelo zgovoren, tako da smo veliko izvedeli o teh dogodkih. Tudi ko je bila ta kriza takrat za Trst, ko se je šlo, da bo cona A in B pripadla Italiji, ali samo cona A pa B ne in tako, je Tito poslal vojsko na mejo in on je takrat bil tam nekje gor pri Ospu. In seveda takrat se je za te, bo rekel, Slovence z notranjosti odprla Primorska, do takrat zaradi vojne, fašizma pač ni bilo dostopno. In tukaj je Mediteran, vemo, bogata flora in fauna.
In Jan je takrat bežal okoli in lovil te metulje, tako da imel vse zaradi tega tudi hude težave. No, kasneje pa pole nadaljeval študij na univerzi v Zagrebu in v Zagrebu opravil sicer vse izpite, vendar diplomiral iz farmacije ni in se raje navdušil in verjetno končno odločil, da bo delal naprej kot biolog. Pa bi prosil, zdaj staneta, da... Kaj? No, mogoče sem pozabil, ja, no, od 48. do 51. je vodil lekarno v Cerknici in Cerkničani se lekarnarja Karnelutja dobro spomnejo. Na spletu najdete tudi pričevanja starejših ljudi, ki prav govorijo o Janu, oziroma o lekarnarju Karnelutiju. In fant, zdaj star gospod, pravi, da je bo majhna, sem mu dal nekaj drobiža, je šel v lekarno kupiti kakšna zdravila in izmeni vprašal, a je to dovolj, in ta lekarna je rekel, točno prav. In kadarkoli je prinesel kaj manj ali več, je zmeri točno prav, tako da je poglihal, da so dobili svoje zdravila. Prosim, stane. To hišo so leta 2015 potem porušili, tako da dejansko stavbe, ker je bila lekarna, ni več na tistem mestu. Slavko je rekel, da je zdaj tam zelenica. Tako da tudi te stvari zgodovinske dejansko, če jih pravi čas ne fotografiramo, potem tudi izginejo iz naših spominov. Po študiju farmacije se je Jan potem leta 1952 ponovno vpisal na takrat že začeti študij biologije in kemije. Dejansko so lekarno morali zapreti, ker so jo podržavili z nekaj letnim zamikom, zato ker so bili Karnelutije dokaj spoštovani tam meščani v Cerknici, tako da jih niso podržavili takoj, ampak šele potem s časom. In takrat je dejansko Jan iskal druge variante, druge poti in se je potem odločil, da nadaljuje študij biologije v Ljubljani, kjer je leta 1960 tudi diplomiral. Leta je postal, 1954 je postal potem laborant na Biološkem inštitutu Slovenske akademije znanosti in umetnosti in po diplomi je pa tam nastopil potem službo asistenta, kjer je delal do leta 1992, ko je šel v penzijo. Na koncu je imel naziv znanstveni svetnik. V vsem tem času seveda se je ukvarjal glavno z metulji, skupaj z kolegom Štefanom Mikelijem. Doktoriral je leta 1981 s tezo porološka in tako zoografska analiza makrolepidopterov slovenskega ozemlja in dejansko to je bila prva študija o razširjenosti teh večjih metuljev v Sloveniji. Tudi tukaj so bile peripetije, ker Jan je zmeraj malo s časom zamujal, in dejansko ga je tukaj kolegi tak, kjer je imel zagovor, so ga dejansko tudi na finto speljali, kako bo zagovarjal to svojo tezo, mogoče Matjaž kaj več ve o teh stvarih, Hadži, Bole in tako naprej. Dejansko zmeraj je odlašal, da bo malo kasneje, in potem so ga zmeraj na finto potem tja pripeljali in so se kar pogovarjali. Jan ni vedel, da zagovarja doktorsko dizertacijo in tako je naredil tudi doktorat. Posvečal se je favni metuljev tudi Jugoslavije, širšem konceptu, tako da je imel zelo rad pač te bolj tako rečeno so Slovenije eksotične dežele takrat in je sodeloval tudi na Naravni akademiji, tako z Makedonijo, Črno Goro, Bosno in Hercegovino. Na Hrvaško je zelo rad zahajal, posebej po Dalmacijo in največ je zahajal na otok, kaj tam? Mljet, ja, z družino tudi. Bil je tudi nepozaben mentor mladim entomologom, organizator entomološke dejavnosti v Sloveniji in na nivoju tudi bivše takrat Jugoslavije, je bil zelo spoštovan in cenjen. Janov oče, to je že Slavko povedal, izvira nekaj iz okolice Karlovca. Jan je sam rekel, da dejansko je želel spoštovati oziroma se je sam odločil za študij farmacije, ampak potem je z zadnjim vlakom, ki je pripeljal iz Beograda, ko je v Beogradu se začela vojna, ko je bilo bombardirano in to, dejansko pripotoval v Ljubljano in potem pač še nekaj iskal. In tudi v tej družbi, ko se je gibal, so potem bili kolegi, ko so pač to študirali in on se je to potem tudi vpisal tukaj, pač nekje se je mogel zaposliti, vpisal na študij kemije in biologije in to je tukaj se je najdel potem v tem času. Jan je bil vzgojen v družinskem duhu in dejansko se je ves čas posvečal družini in družina je bila zmeraj na prvem mestu, zato je tudi marsikdaj zamujal na terene, vsaj za eden ali več dni, tudi do 14 dni včasih. Ko
ko so imeli kakršne koli odprave, ko se je ekspedicija vračala, je Jan prišel na postajo, je ravno prišel. Tako recimo v Julijske Alpe tukaj, ko so delali Štefano Mikelijem ali dol na Dormitorju in take stvari. Mislim, to so take lepe anekdote. Ampak Jan je pol svoje naredil in je lepo uštimal stvari. Poročil se je leta 1948 ženo Branko in dejansko se je poročil malo pred tem, ko je Jan prišel na svet. Dejansko, če gledamo, tudi se je poročil januarja 1948. Ne, 1948, 20. Tukaj piše. Imela sta dva otroka, Martin in Tiko Karneluti, oba sta seveda še živa. Jan in Tiko sta imela rojstni dan na isti datum, tudi 31.1. Tiko je bil strojnik, tudi doma je zelo veliko delal z lesa in je tudi sam zgradil barko, na katero so potem nekaj časa hodili tudi na dopuste v Izoli, tudi Jan. Nina Karneluti je pa oblikovalka, bila grafična oblikovalka in tudi dosti tako cenjena. Kot že je Slavko povedal, Jan je bil navdušen atlet. In ker je bil visok, je tudi zelo dobro metal kroglo, tako da je bil tukaj tudi zelo uspešen. Bil je jezikoslovec, obvladal je več jezikov, pač zato, ker se je družina veliko selila. Tako da je zelo dobro obvladal italijanščino, nemščino, srbo-hrvaško vsekakor. Prevajal je pa tudi iz angleščine. Bil je zavedni Slovenec, član Osvobodilne fronte, ampak tukaj član Osvobodilne fronte je postal čisto po naključju, ker je bil v tej družbi se ves čas gibal, pa imel tudi eno žensko simpatijo in to ga je dejansko pripeljalo v aretacijo. Ker so se potem malo pač hecali in so jih potem takoj dobili in zajeli. Bil je tudi glasbenik, igral je trobento in violino, posebno trobento je igral v jazz ansamblu in se je nekaj časa po vojni na ta način tudi preživljal. Pač bil je zelo načitan farmacevt tudi, ogromno je vedel in če si karkoli dejansko zašel na to področje zdravstva, farmacije, ti je lahko govoril še pa še, ker je toliko obvladal, ker je res se videlo, da je delal v lekarni in bil dejansko tudi v vojski v tej službi. Metuljar že od malih nog, tako da je že v Cerknici začel loviti metulje, ko jih je prvič videl na sejmu, tukaj na velesejmu v Ljubljani. Takrat je pač začel nabirati metulje in je pač od očeta dobil bucke, ker so imeli lekarne in tako je potem pripravljal svojo prvo zbirko, že kot majhen v Cerknici. Tukaj mu je oče zelo veliko pomagal. Velik ljubitelj narave in planin in gibal se je v tem naravoslovnem krogu in temu naravoslovnemu krogu gre za zasluge za ustanovitev od prirodoslovnega društva, raznih planinskih društev, entomološkega društva in tako naprej. Jan je bil tudi tukaj ves čas zraven. Vzor in vzgojitelj številnih metuljarjev, entomologov v Sloveniji in bivši Jugoslaviji. Mentor diplomantom, magistrantom, doktorantom v Sloveniji in tujini. Prevajalec, človek dejansko tukaj pa ima res zelo velike zasluge, iskrenega in vednega srca. Ves čas je bil tudi nasmejan in veden. Dejansko Jan je dal pobudo za organizacijo mnogih takih mednarodnih srečanj, ko v času Jugoslavije dejansko ni bilo drugih možnosti, da bi se dobivali tako entomologi iz vzhodnih držav, kot iz zahodnih držav. Tako da so se potem izmenjali izkušnje, izmenjali metode in se malo srečali. Iz vzhodnega bloka takrat tisti ljudje niso smeli potovati nikamor drugam razen v Jugoslavijo. In dejansko tukaj gre za Janove zasluge, da so se potem dobili iz teh sosednjih držav Italije, Avstrije, Nemčije in tudi drugi metuljarji potem tukaj na območju Jugoslavije. In tako imamo tradicionalna srečanja, ta junijska Alpe Adria, kot potem tudi oktobrska srečanja, ki imajo že več kot 60-letno tradicijo tudi, se mi zdi. Entomološko društvo je bilo ustanovljeno leta 1952 in potem po razpadu takrat kraljevine Jugoslavije so šele potem leta 1969 spet osnovali jugoslovansko entomološko društvo v Zagrebu. Tukaj so pa njegovi nazivi in zasluge. Bil je dolgoletni predsednik Slovenskega entomološkega društva, Jugoslovanskega entomološkega društva, častni predsednik Slovenskega entomološkega društva je postal leta 2003, potem častni član leta 2005, korespondenčni član Krasovnega društva Koroške,
od leta 1977 tudi stalni član jugoslovanskega, kasneje slovenskega komiteja pri Evropskem združenju za entomologistiko Srednje Evrope. In postal tudi član častne nacionalnosti Hrvaškega entomološkega društva, ki je vaš čas bil pač v teh krogih tudi in je imel pač velike zasluge in spoštovanje za vse te organizacije. Prevedel je tale dela, kar nekaj, če tako pogledamo, v glavnem so to splošne knjige o metuljih oziroma naravi. Mnogim je bil mentor, mislim, to je danes zelo težko izbrskati, ker takrat viri še niso bili v raznih podatkovnih bazah, da bi to na enostaven način lahko našli, tako da pač kar približno vemo, to smo pač zapisali. Med temi smo tudi nekateri izmed nas. Opisal je 2 podvrsti metuljev in ti 2 še danes držita, drugače sta z Mikelem opisala razne forme. Takrat v Janovem času so vsako variacijo barvno ali kakršnokoli raso opisali kot forme. Danes to več ne velja v tem smislu, ampak te podvrste še zmeraj držijo. Tako da ena iz Makedonije, ena pa iz Bosne. Pardon. Ja, tako da. Enega pedica, to je tale pediček, pa enega od pisančkov, pokrčka. V javnosti je poimenovani tudi 2 vrsti, ena suha južina, ko je Hadži opisal, pa en deževnik, ki je Mršič opisal. Za tega deževnika nismo našli slike. Janova bibliografija obsega okoli 80 del. S to Janovo bibliografijo se jaz mučim že nekaj let. Začel sem s Hobisom in potem ugotovil, da nič ne štima. In potem edina varianta je bila, da sem šel od vira do vira in iskal original objave. No in potem sem pač, ker sem tudi veliko okoli, pridem v Makedonijo, spet najdem ena dela, pridem v Beograd, spet najdem ena dela. In tako še ta teden sem najdel 2 objavi iz Bosne. In ta bibliografija se potem nikoli ne zaključi. Mislim, nikdar nisem prepričan, da je to zdaj to, tako da zdaj že smo prišli do enih 80 del. Dejansko, ko sta sodelovala s Štefanom Mikelijem, to je bilo Janovo najbolj plodno obdobje. Ker dejansko je tukaj Štefan Mikelij imel ves čas pobudo in sta skupaj ogromno ustvarila. In takrat res sta objavila prispevke k fauni lepidopterov Slovenije, ko sta nagrajevala tale Hafnerjev seznam metuljev, ki ga je objavil, in tukaj sta ogromno vrst dejansko dodala k slovenski fauni metuljev. Potem je tudi ta obsežna ta trilogija Triglavskega narodnega parka, kjer sta res zelo veliko novitet objavila za Slovenijo. In kasneje Jan objavil samo še 2 prispevka k fauni lepidopterov Slovenije. In tudi dejansko veliko je objavil za Makedonijo, predelal je Hafnerjev seznam za metulje Knina, potem so objavili to obsežen opus o fauni Durmitorja, ker se je delal ta nacionalni park Durmitor. Takrat je akademija v Podgorici dejansko imela to inicijativo in so res združili vse znanstvenike iz cele Jugoslavije, ki so tam delali ne samo Žuželjka, ampak tudi vse druge skupine. V Protevu so objavili 12 strokovnih prispevkov in številne prispevke v raznih zbornikih lokalnih in tako naprej. Pregled o metuljarstvu v Sloveniji, pregled metuljarstva na Dolenjskem in podobne stvari. Najzaslužnejše Janovo delo je prvi pregledni seznam večjih metuljev Slovenije, ki ga je objavil Varstvo narave leta 1992. In Jan dejansko se je zelo zanimal tudi za to razprostranjenost metuljev v Sloveniji z geografijo. In je tudi potem skupaj z kolegi, s katerimi so veliko delali botaniki na Biološkem inštitutu, ko so se šli biome in te zoografske regije Slovenije, je Jan tudi dejansko zastavil te regije, ki jih je potem upošteval v tem seznamu, se pravi Subpanonski svet, Kraški svet in Primorska, Alpska regija, Predalpska regija. In dejansko je tukaj objavil prvi pregled metuljev po teh regijah. Tako da tukaj je objavil 1421 vrst. Danes vemo, da je metuljev v Sloveniji znanih vrst 3600, pa še veliko je neobjavljenih, kar smo še našli tudi. To je poročal o Janu, dejansko so bile to bolj okrogle obletnice, to dejansko, kar se Slavko to našlo, verjetno je še kdo prekaj pisal, samo ni v teh elektronskih virih. To so pač biografije o Janu. Nekaj je tudi seveda v elektronski obliki dostopnih na internetu. Zdaj pa, če pogledamo malo slike iz njegove mladosti,
Jan Gnadnik leti v Novem mestu, to so fotografije iz zbirke fotografij družine Karmeluti, tako da tukaj ni virov zaradi tega napisano. To so iz albumov od domačih Karmelutijev. Jan in Branka v mladih letih, ko sta začela študij v Beogradu. To je sin Tiko, hčerka Nina. Dejansko se vidi, da je bil navdušen nad otroci, da je veliko časa z njimi preživljal. Na Krvavcu imajo vikend in tam so tudi dejansko zelo veliko tega prostega časa preživljali in se veselili. Jan je tudi seveda veliko sam skrbel za urejanje vikenda, okolice in vsega tega. Potem so pa tukaj tele ekspedicije, ki jih je Jan izjemno cenil. Skupaj so hodili dejansko vsi sodelavci inštituta ali pa še širše, a je bil že takrat inštitut za Kras tudi ustanovljen posebej, ali še ne vem točno. Dejansko tile sodelavci so zelo veliko, tako da je Jan bil ves čas stiko in z botaniki in geologi in drugimi dejansko profili in dejansko se je tukaj nabral zelo veliko širino in znanje in je znal delati te sinteze znanja, zakaj se metulji tako razširjene, kje so tisti vzroki in zato tudi znal razčleniti te zoologografske regije. Dejansko je Jan spoštoval tudi zelo kulturo in tukaj se je slikal z gospodom Prešernom, Prešernovo rojstno hišo. Potem tukaj so bili na ekspediciji v Grčiji, kjer so poleg naravnih znamenitosti si ogledali tudi kulturne znamenitosti. Tukaj je ta Štefan Mikreli, s katerim ste z Janom delala kakve kulture, tole je pa Jan. Zaposleni na Biološkem inštitutu, ne vem iz katerega leta je ta fotografija. Egon Bretner, ki je delal hrošče jamske, takrat tudi zelo znan slovenski entomolog, Jan Karmeluti, Jože Bole, to je Max Braber, drugih res ne poznam. Max Braber je bil botanik, pa zelo cenjen naš slovenski. Jan Završič. Kje je Hačič? Tukaj? Tali, ja. No, se pravi, tako da mi se mladi se mučimo, a je, ali ni. Kako bi pa poznate, ne se. Z Jožetom Boletom, Jože Bole je pač delal na Mehkužcih, Pavže predvsem, sta bila zelo velika prijatelja in sta zelo veliko hodila okrog skupaj, po tereni, tudi Julijski kraj in tako naprej. Jan je užival tudi na raznih ekspedicijah, take peripetije, to je oskotirna železnica v Črni gori Čiro, s katerim je zelo veliko potoval pač takih vagonih. Seveda je bilo tukaj veliko peripetij, nikdar nisi vedel, da prideš, če bo prišel in tako naprej. Tako da pač takrat iz tega časa lepo zanimivosti. Prvi službeni inštitutski avto, Zastava ali Fiat, oziroma kaj je bil to, Pičo. Takrat so se dejansko začele take malo širše ekspedicije. Veliko je hodil v Bosno in tam je imel tudi dobre kolege metuljarje, ker so tudi sodelovali. Tudi v nacionalne parke so hodili v glavnem peš ali z mulami, da so še kakšno opremo nosili. Lovili so takrat še s karbidovkami, ker ni bilo ne agregatov, nič, so lovili s karbidovkami. Na Cetilen so svetili. Tukaj so kolege v glavnem hroščari, tukaj je Pero Tonkli, ki je tudi umrl pred kratkim, Jan Karmeluti, to je Egon Bretner, to je Valika Kuštor, pa mislim, da je Tone Novak ali je Jože Broder. Ker sta si bila takrat podobna, oba malo zarasla, ne? Jaz sem bil ene slike Valike, pa Tone, pa tudi, ko sta delala v Postojnski jami, še je bil Tone zaraščen. Ja, ampak ni bil koliko tako v krogu. To so pa potem ekspedicije na Durmitor, pač ko so tudi poleg metuljarije znali uživati, tukaj so vidite benzin in to za agregate, ves čas, tako da pri večerom so se okrepčali, zvečer so potem dobili metulje. Jan je dejansko užival in bil sproščen v planinah, to mu je bilo dejansko tisto največja sprostitev in največje doživetje. Takrat se je res čutil svobodnega in je imel vedele misli. Hodil je zelo veliko na Durmitor, ker so raziskovali kar nekaj let, zelo veliko je hodil na Šar planino, tudi v Bosno. Tole še vse na Durmitorju. Tudi z lovsko druščino je hodil tja, pač po arhivih se več. V Italijo je tudi šel se gledat
gojitve sviloprejk. V Italiji še zmeraj proizvajajo pač svilo iz sviloprejk, ker svila nastane iz ene same niti, ki jo izloči gosenica, s katerim gosenica potem s to svileno nitijo sprede kokon in znotraj tega kokona, ker je zavarovana, se zagubi. In ker je ta kokon iz ene same niti, so to v vroči vodi potem odvili in na ta način delali to svileno prejo. Za eno nit iz svila je potrebno 25 niti teh bub, se pravi 25 bub je treba uničiti, da dobimo eno nitko iz svile. Tukaj so bili še na eni ekspediciji Bare nad Sutjesko skupaj z sodelavci inštituta. Seveda so se tudi malo krčali na čist preprost način, niso iskali, takrat ni bilo tudi še gostilin vsega tega toliko okoli. Tukaj so bili v Bosni s kolegi, tega gospoda tudi nam ni uspelo razpoznati tukaj. Božo Drovenik, Zdravko Lorkovič in Rizo Sijarič. Rizo je bil tudi znan metuler, ki je izviral porodo iz Črne Gore, delo je pa v muzeju v Sarajevu. In takrat ga je nesrečno tudi ubila granata, ko so Srbi granatirali Sarajevo, ko je šel po hrano v Krnico. Jan zazrti čudovito naravo na Mangartu, na Mangart in tam, ki so cesto zgradili Italijani leta 38 na Mangart, samo v 8 mesecih, tako kot mi zagradimo drugi tir, ne vem koliko let. Pač so potem to dejansko metulerji tudi izkoristili, da so lahko prišli čim višje predele. Tukaj so bili s kolegi metulerji v Faskomiliji v Grčiji, to je tudi znameniti metuler iz Graca, Heinz Habele, ki sta skupaj veliko sodelovala, to je Kristjan Vizer, ki je danes direktor muzeja v Celovcu, Deželnega muzeja v Celovcu, pa Günter Stangelmajer, pa še njihove soproge tudi. Jan, 80-letnik, tukaj vidimo njegove slike, še zmeraj bil navdušen vedrega duha, z veseljem je povedal kakšno od zgodb. Tukaj v družbi znanih entomologov, ki so bili dejansko tudi nosilce dejavnosti Jugoslovanskega entomološkega društva. To je Jan, Branko Britvec, Zdravko Lorkovič, ki je bil star 100 let. Zdravko je tudi bil po profesiji farmacevt, se mi zdi, najprej nekako. In je potem pač delal na biologiji tudi. In Bogomir Miloševič. Z njimi smo sodelovali vse do dejansko njihovih zadnjih dni, ker so tudi zelo veliko pripravili pregleda zgodovine entomologije na Hrvaškem, po vseh ljudeh, dejansko imajo tudi zelo veliko zaslug. To so bila pa potem ta naša jesenska srečanja, ki smo jih imeli vsako leto v oktobru, tukaj leta 2002. Zanimivo je te slike gledati, ker danes mnogi med temi udeleženci niso več med nami. Zikrid Štajner, ki je bil vodja prirodoslovne sekcije Koroške. Potem tukaj vidimo tudi Savota Breliha, ki je bil Kroščar in je delal tudi v muzeju, še zmerno pomočil vse do svoje smrti, Pero Tonkli. Sta bila sodelavca z Janom dolga leta na Sadzuju. Tukaj Matjaž predaja Jano zahvalo za življenjsko delo in je bil tukaj dejansko mu podeljeno to častno članstvo Slovenskega entomološkega društva. Jan, 90-letnik, vidite, še zmeraj so ga metulji dejansko impresionirali. Takrat je bil v domu v Luciji še. Zadnje leto in pol je pa potem s Branko, ko je pač Branko zadelal možganska kapija, Jan še skrbel za njo, sta pa prišla tukaj v dom v Ljubljano in dejansko tukaj je Jan potem tudi umrl kot 92 let star. Tukaj so še njegove zadnje fotografije, ko je bila izdana knjiga Atlas metuljev Slovenije. Če mi predaš malo besedo, Stane, da bom še jaz malo povedal. Skoraj pri koncu smo, ampak lahko bi spustili tisti največji doprinos Janu. Seveda tudi znanstven doprinos kot metuljar, kot biolog, ki je imel velik, ga pa številni mladi entomologi izjemno cenimo in ga imamo v lepem spominu po njegovem mentorskem delu. In to, kar bi jaz zdaj povedal, velja za znaten del tudi od vas,
tu prisotnih tistih, ki ste se ukvarjali z entomologijo. Jaz sem bil še v osnovni šoli, ko sem se pač učlanil v Slovensko entomološko društvo, to je pa zgleda tako, da sem na roko napisal en dopis, da me to žuželke zanimajo in da bi rad to strokovno delo in da bi bil član društva, če vzamejo tako mlade. Da ne bi tako izpadlo laično, sem še narisal alpskega kozlička Rosalio alpino in zraven bukovega kozlička Moridusa funereusa. Jaz sem vedel, da to ni ista vrsta, ampak Rosalia alpina je bila v knjigah, ker je to znan hrošč, za bukovega kozlička, ker ga pa severno od Alp v knjigah ni bilo nikoli. In sem vprašal, da če je to ista vrsta, meni se ne zdi prav tako. Danes vsi vemo, kaj je bukov kozliček, takrat se pa to ni vedlo. In v enem tednu sem dobil na pisalni stroj napisan odgovor, v katerem je prijazen gospod spodaj podpisan Jan, Karnelut Jan se je podpisal, rekel, da nekaj pridem, enkrat me oče pripelje k njemu v pisarno, da mi bo vse pokazal, da se veselijo tudi takih mladih entomologov in da res ni nobenega problema in da je njegov kolega, dober poznavalec hroščev, Božidar Drovenik, napisal, da je pa to Morius asper funereus in da je to pri nas kar pogosta vrsta. Take zgodbe so se dogajale vsem. Mene je oče pol enkrat tudi pripeljal tukaj na Novi trg, kjer je imel Jan kabinet, pisarno. In seveda Jan je bil navdušen nad takimi mladimi in vse pokazal, mi je celo dal tukaj eno prvo preparirano mizico, kako se metulja preparira, prvi šopek entomoloških buck. Je rekel, metulja sicer ubijamo s ciankaljem, ampak ti si premlad in ne morem dati. Pa mi je dal eno pumpico tega etilacetata, s katerim lahko tudi metulja ubiješ, samo ga ne smeš pokriti, pošpricati. Take nasvete. In dejansko potem jaz sem se odločil tudi zaradi takih spodbud za študij, za srednjo šolo, gimnazijo v Postojni in potem za študij biologije. In že kot srednje šolc sem redno zahajal tudi k njemu in jaz se spominjam, da smo si včasih kljuko njegovega kabineta kar podajali. Enkrat se spomnim, je šel Matjaž Črnila ven, pa jaz noter, pa sem bil 1,5 ure, pa ko sem šel ven, je prišel Ivan Kos. Tam sem spoznal tudi Radota Smrduja, ki ga je prej Stane pokazal na enem. Tako dejansko smo imeli eno tako oporno točko mladih, kjer nas je malo spodbujal. Ne dvomim, da smo mu veliko časa okradli, ker je imel tudi druge stvari, ampak on si je vzel, kot je že kolega Stane povedal, bil velikega srca, imel en tak nalezljiv nasmeh, rad je pripovedoval, in s tem večnim optimizmom nas je mlade spodbujal. In številni od nas smo potem tudi naredili entomološko kariero. Tako da Jana nismo pozabili, potem smo se raztepli vsak na svoje, smo si našli tudi svoja znanstvena področja. Jaz sem metulje zmeraj ohranil tudi v svojem takem bolj za hobi, čeprav sem biolog v Pokrajinskem muzeju v Postojni, pa vendarle smo Jana večkrat obiskovali, tudi srečevali smo se redno na teh entomoloških srečanjih entomologov sosednjih dežel. In tudi ko je bil pokojen, smo ga še obiskovali, jaz sem ga šel dvakrat obiskati Lucijo, kot je Stane povedal, tam je v tem domu starejših občanov, sta živela z Branko. In enkrat sem imel takole, na levi, pred Mosporinu, škatlo z metulji iz Makedonije, ki sem jih tisto leto malo nalovil, in so se mu kar oči orosile, kako je bil vesel tega. Tako da to sem pa skoristil še, da sem eno slikco naredil. Tudi kolegi, seveda drugi, so ga redno obiskovali, tako da ni bil pozabljen. In zlasti en lep dogodek je bil pa leta, to je bilo pa nekaj par mesecev, on je umoril enkrat novembra, to je bilo pa aprila, ko je išel atlas dnevnih metuljev Slovenije in dejansko spod peres in iz podatkov večine in vseh njegovih učencev, tako da jaz sem ga šel takrat je bil pa že na domu, na taboru, sem ga šel iskati in pripeljal obljubo hčerki, tega varno pripeljal nazaj, tako da smo mu potem kolegi, tudi vidite, Matjaža Ježa, predali tak avtorski izvod in ko me je izpeljal, da je bi povedal, kako je srečen, da smo njegovi učenci tako pridni. Ja, to sem hotel to noto poudariti, ker Jana se, dosti spominjamo prav po tej njegovi človeški plati, mentorski plati, in Stane, jaz prosim, pa da bi pa ti še zaključek okoli sodobnih raziskav naredil. Dejansko tukaj se hotela samo malo predstaviti
kako so v Janovem času lovili takrat, ne. Tole je živo srebrna žarnica, ki oddaja ultraviolično svetlobo, ne. In dejansko Jan je ves čas preždel pred tej žarnici in dostikrat je bil, pečen, no. Kako da bi ga močno sonce opeklo samo po polovici obraza, ne. Pa očrn, pa obel, ne. Res pa s Perotom presvetila takrat skupaj zelo veliko noči, ne. Ker sta glavne s Perotom Tonklija skupaj delala terene. Pero ga je tudi vozil po terenih, Jan ni imel takrat kot izpita, tako da sta glavnem v tem tandemu raziskovala metulje. Živo srebrna žarnica in potem so te rjuhe, na katere se sedajo metulji in potem jih pač popišeš po vrstah ali pobereš, kar te zanima, ne. Zanimivo je tudi, ne, to so pa vinske vabe, ne, ker metulji tudi pridejo radi na vino, ne, nismo samo ljudje ljubitelji vina, ne, zato ker fermentirajoči sokovi, posebno spomladanske in jesenske vrste, ko ni druge hrane, priletijo potem na vino, ne. Vino se doda sladkor, pa še kakšne take aromatske stvari, kot je rum ali pa, ne vem, kisa, piva, mislim, to so, vsak ima svoje tukaj recepture za te stvari, ne. Danes tako proučujemo metulje, ne, in imamo tudi velike probleme, ker pride policija pogosto, ne, Jan dejansko tudi pri Jano nikoli nisi vedel, ne, on se je kar zgubil na terenu in tudi dostikrat so ga kolegi iskali, nikdar nisi vedel, kdaj bo z njim prišel nazaj, ne. Ker se je lahko tudi za 3 ure ali pa več zgubil, ne, in dejansko tudi na meji, ko sta s Perotom proučevala metulje, sta bila nemalokrat zajeta strani mejne pač graničarjev, ne, se pravi vojakov, ki so varovali jugoslovansko mejo, ne. Dostikrat sta bila tudi čez noč zaslišana, prav kot sta špijona in ne vem kaj, ne. Mislim, ker da je nekdo proučeval metulje, je mogel biti zmešan takrat, ne. Mislim, to je bilo zelo sumljivo, da... Potem so zasliševali celo noč, pol pa na koncu, ja, pusti te zmešane, ker gre pa še, mislim. Tukaj dejansko Jan v svojem elementu z mrežo, ne, na Šarplanini, Kopačkem ritu, tudi, ne, na Hrvaški so tudi veliko zahajali, tudi skupaj z Zdravkom Lorkovičem so bili. Tako izgledajo potem tile regali z zbirkami metuljev, to so entomološke škatle, v katerih so potem shranjeni metulji, ne. Tako se metulji raztnejo, se posušijo, pa na mesec dni se potem jim dodajo spodaj etikete v lokacijah, na koncu se takole uredijo v zbirke, ne, tako da malo vidite, kako izgleda ta metuljarska dejavnost, ne. V glavnem danes se metulja ne nabira več toliko kot nekoč, se glavnem samo podpisujejo podatki, pri teh oskosorodnih vrstah je ponujno jemati material, ko v isto kot botaniki, herbarizirati, ker nikoli ne veš, kaj čez 100 let pride iz tega materiala ven, ker se stvari tako hitro spreminjajo, zdaj sploh v genetiko. To, kar je že Slavko povedal, ne, dejansko Janu grejo največje zasluge za to družabno dejavnost, za vzgojo kadrov, ne, in dejansko od Jana se je bilo zelo težko posloviti, ne, ker je toliko stvari, on je toliko dejansko doživel in tako doživeto vedel to povedati, ne, in če slišite, kako je Jan govoril... 100 000, tam nekje, vsega skupaj. Vrata vašega kabineta na Biološkem inštitutu Slovenske akademije znanosti in umetnosti, kjer ste poklicno preživeli dolga desetletja, niso bila odprta samo za študente in strokovnjake, ampak tudi za vse druge ljubitelje metuljev. To sem veliko vložil, ker zdelo se mi je ves čas važno, da imate okoli sebe zbrane ljudi, ki vam držijo štango, kot pravimo po domače, tudi v drugih stvareh. In z velikim zadovoljstvom ugotavljam, da sem nekaterim ljudem, kar mi sami priznajo, popolnoma preobrnil način življenja. Da so dobili nekateri konička, kot pravimo, nekatere pa, da so preskočili tisti amaterski del in postali profesionalci in uspešni in koristni. Hvala. Janu končalo, pa še to bom povedal. Ja, pa še nekaj nismo povedali.
hvala obema predavateljema za izredno živo predstavitev. Zdaj prosim, če bi kdo še kaj dodal. Kot zanimivo, Ki ste ga mislim, da poznali. prvo znanstveno delo rana ni bilo na metulih, ampak na bolhah. Ja, vse imamo tukaj naprej, imamo Tam je biografijo. Drage poslušalke, dragi poslušalci, v oddaji To je Naš cel gost prispevek, bomo ja. danes pobliže spoznali človeka, ki je v svojem življenju videl toliko lepo. Tam je Mi smo tudi več s Resetskim, mislim, da 2 vrsti bolh pisal, ki so še zdaj veljavni. Ne, dve ali eno. V farmaciji je tudi pisal. Mislim, celo o nekih takih stvarih, ko si ne predstavljaš, ki so čisto izven biologije. Ne? Pravim, kot njegove članke tako spotano in spotano odkrivaš, ja, si dosti presenečen. In tudi v različnih jezikih je pisal, ne samo v teh, ki jih je obvladal. Ne, tako, mislim. Imam eno vprašanje. Recimo sedaj iz njegovih ali pa drugih raziskav 50 let nazaj recimo oceniti, koliko je recimo skupna biomasa metuljev na recimo na nekem travniku v Sloveniji upadla. Ne. Zato v Sloveniji ne moramo podati ocen, koliko je biomasa žuželk upadla, ne. Zato, ker te študije niso bile nikar financirane in delane na tak način, da bi lahko imeli, recimo, kako imajo Nemci za 60 let nazaj z isto metodo, ne. Nekoč so metuljarji popisovali samo metulje kot vrste, ne pa abundance, se pravi količine, število primerkov. Mi to delamo zdaj v zadnjem času, ampak že za časa najnega življenja Slavko, tudi ko smo malo 50 plus, ne, majčkam čez 50. Ja, da nam slučajno pomoti. Dejansko je biomasa žuželk izjemno upadla, ne. Zdaj recimo vem, da recimo cekina v naravi skoraj ne vidim več. Cekinčka. No, vrstna sestava se je močno spremenila tudi zaradi zaraščanja ali zlasti pa je zelo padla biodiverziteta zaradi kmetijstva. Ne? Po eni strani tako zaraščanja, zlasti pa zaradi intenzivirane kmetijstva. Ne? Zdaj, kot kolega Stane pravi, minultega stanja nimamo, da bi to lahko primerjali. Pri ptičarjih je to malo, pri ornitologiji je to laže, ker smo že dovolj zgodaj popisali gostote, pa zdaj lahko primerjamo. Vidimo pa že na tem, da včasih so bile vse šipe polne črne od mušic in žuželk in vsega tega, danes tega ni več. Ne? Kako to zgleda, sem jaz doživel, leto sem bil v Bolgariji, tam še to je, ne? Ampak bo je tudi tam industrija oziroma razvoj uničil. In to so nam Avstrijci govorili pred 20 leti, ne? Da ko pride čez mejo na Šentilj, da so pa šipe polne vsega česa. Tako da žal je to cena za razvoj. Hvala. Kakšno vprašanje, dopolnitev? No, kar se tiče izumiranja žuželk, ne, v Nemčiji je količinsko število metuljev upadlo za 75%. Ne. V Sloveniji jaz tako na prst ocenjujem, da najmanj za 50, če ne več, zato ker imam pač dolgoletne lastne podatke. Ne. In tudi dejansko izginilo je ogromno travnikov in močvirij in vsega tega. Ne. Ker močvirja so najcenejše tudi v Italiji in posod so najprej močvirja tista, kamor se spravijo delati velike tovarne in to, kar je najcenejša zemlja. Ne. In dejansko močvirji noben ne pogreše, ker tam so samo komarji, pa ne vem kaj. Ne, ja. Tam, kjer pa kmetujejo in to tisto pa pogrešajo, ne, in zaradi tega najprej zagradijo tiste habitate, ki so ekološko najpomembnejši. Pa se metulji umaknejo, če ali? Mislim, metulji se lahko umaknejo, ko letijo, ampak ne morejo pa tam imeti potomstva, ker ni tistih hranilnih rastlin. Tako da dejansko umaknejo vse v tistem enem dnevu. Drugi problem velik je pa ta fragmentacija habitatov, se pravi, da ni več travnikov, recimo, če zdaj toča pade na tem obsegu travnikov, ne, od nikjer več nimajo metulji za priti nazaj. Ne. To je to večji problem tudi postal. So vse stvari še tam, ne, ampak ker so tako majhne oazice, ne, tudi ta genska degeneracija, se pravi, da se ne morejo obnavljati več in take stvari. Obstaja ocena, koliko vrst metuljev je bilo v Sloveniji opisanih, pa v zadnjih 10 letih recimo več niste zasledili? Ja, kar nekaj. Recimo koliko 50 vrst, 100 vrst? Ne, tega ne vemo, ker ni dolgoletnih študij. Ne. Vemo za dnevne metulje, za katere obstajajo dolgoletne študije. Kar nekaj takih vrst. Ne. Tega, kar smo Kozara briseis, Hiponefele licaon, jaz imam latinske imena vedno, ampak je kar nekaj. Ne. Enih 8 med dnevnimi metulji
Se pravi, dnevnih metuljev je bilo prej znanih 187 vrst, danes jih je 180 še aktualnih, oziroma 181. Kakšna invazivna tudi pride? Kot pelargonija bakrenča, ki izvira iz Južne Afrike in živna pelargonija. Pa na palmah je prišla ta Paisendisi arkon, ta velik metul, pušpanova vešča, to ste skozi medije obveščeni, pol paradižnikov mol, da ne govorimo o vseh teh listnih zavrtačih, recimo na divjem kostanju, ko so rjavi listi čez poletje. Ampak ta trend je bil tudi nekoč, samo danes je to še toliko bolj drastično, ker vsaka gospodinja hoče imeti lepši vrt in potem čez internet marsikaj naročijo, oziroma tudi fantje, kakršno bolj tako stvar. Veliko tudi s to trgovino slepih potnikov pride pač danes čez pristanišče in vse to. To so vsi slepi potniki. Pa izrivajo naše avtohtone vrste. Ja, če pridejo iz takih klimatskih območij, kot so pri nas, potem, ja, ker nimajo naravnih sovražnikov. Leta traja, da pridejo njihovi naravni sovražniki, recimo kot so najezdniki za njimi še. Če pa te naselimo, je pa spet problem, ker lahko uničijo naše vrste. Se tega nikoli ne vedemo. Nekatere imajo efekt, nekatere nimajo, zato je tudi delimo samo na tuje rodne vrste, pa na tuje rodne invazivne vrste. Recimo ena taka, ki je v Ljubljani na vsakem koraku srečo te harlekinska polonica, ki je tako požrešna, da večino uši drevesa požre in potem naše nimajo delimo. V Evropo je bilo zanesenih v zadnjem obdobju 12.000 vrst tujerodnih. Ogromno v morju. Kakšno vprašanje dopolniti? Če ne bi se zahvalil predavatelju, ima eno skromnico. Hvala tudi.